Tokrat v občinskem informatorju. Univerza v Mariboru predstavila najodmevnejše dosežke. Požar na Bezeni 4-članski družini Brus uničil dom. Hudovci zbirali sredstva za socialno ogrožene študente. Krampusi zavzeli Kungodo. V Rušah lutke zabavale vrtčevske otroke. V Ščilu župana občine Distrnik. V Selnici ob Dravi prižgali lučke na novoletni jelki. V Rušah tradicionalni medgeneracijski božični koncert. Soba izzivov kot preventiva voznikom. V Ščilu župana občine Hoče Slivnica. Lepo pozdravljeni. Univerza v Mariboru je na letališču Edvarda Rusjana Maribor organizirala tretje prednovoletno srečanje. Predstavili so kompetence in kapacitete Mariborske univerze, poseben poudarek pa so namenili najodmevnejšim razvojno-raziskovalnim dosežkom. Namen dogodka je bil pravzaprav predstaviti dodano vrednost sodelovanja gospodarstvenikov z raziskovalci Univerze v Mariboru v želji, da kot vstopno točko prepoznajo tudi službo za prenos znanja in tehnologij Univerze v Mariboru, ko se soočajo z izzivi na področju raziskav in razvoja. Mi bi si današnji dan, se pravi srečanje gospodarstva in lokalnih skupnosti z raziskovalci Mariborske univerze, želeli usmeriti v še tesnejše sodelovanje gospodarstva in lokalnih skupnosti z našo inštitucijo. Da pokažemo, kako odlični smo in da so naša vrata vedno odprta. Da če imajo izziv, problem, ki ga podjetniki sami v svojih razvojnih oddelkih niso sposobni rešiti, da so naša vrata odprta in da imamo znanje, da jih pri teh izzivih podpremo in jim pomagamo. Kljub vsemu pa je Bren prepričan, da smisel izobraževalnega procesa ne tiči v pripravi kadra na potrebe gospodarstva. Nikdar ne bomo delali zelo ozko specificiranih kadrov. Zmeraj si želimo vzgajati študente velike širine, ki bodo pripravljeni za izzive tega stoletja. Zaradi tega, ker polovica delovnih mest, ki so trenutno odprta, poklicev, čez 20 let sploh ne bo več obstajala. Zaradi tega delati ozko specializirane kadre ni smiselno, moramo narediti široka znanja, široke kadre, ki bodo sposobni tudi te izzive prihodnosti nasloviti. Univerza pa je pri svojem programu odvisna predvsem od državnih finančnih sredstev, ki so bili v času krize v veliki meri odvzeti prav področju znanosti, tehnologije in razvoja. Kar se financ tiče z vidika visokega šolstva, so določena v uredbi. Financiranje znanosti je pravzaprav tudi zelo dobro regulirano in urejeno, tako da tukaj, kjer pa spodbujamo Univerzo v Mariboru, tudi z naše strani je seveda uporaba oziroma implementacija kohezijskih sredstev, ki so namenjena v precejšnjem delu prav v vzhodni kohezijski regiji, ki je nekako še, kjer se še da nekaj dopolniti, nekaj izboljšati. Tako da pač skupaj poskušamo oziroma pripraviti inštrumente, s katerimi bi lahko spodbudili tudi raziskovalno dejavnost še bolj v vzhodni kohezijski regiji, kjer je pa pravzaprav Univerza v Mariboru edini javni raziskovalni zavod z tega področja. Tudi lokacija posveta, ki leži v sosednji občini Hoče Slivnica, je imela prav posebno sporočilnost. Letališče je zdaj ena izmed tistih glavnih tematik, tudi v medijih. Objekt terminal je nov, za nami je pista, ki je dolga 2500 metrov, torej nekonkurenčna napram Zagrebu, Gradcu in Ljubljani, tako da država mora izvesti prostorske akte, da bo možno tudi podaljšanje piste in da letališče oživi, ki bi lahko bilo generator razvoja za celotno regijo in seveda, ker je razvoj tam zraven tudi univerza in tako da se to smiselno poklopilo. Prav iz tega razloga, ker je zdaj na potezi država, je Univerza v Mariboru na posvet povabila tudi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, ki se dogodka žal ni udeležil. Kaže, da država širjenja mariborskega letališča ne vidi kot nujnega. V stanovanjskem objektu na Bezeni v občini Ruše, ki ga je minuli petek popoldan zajel požar, je živela 4-članska družina, ki je sedaj ostala brez strehe nad glavo. Požar je uničil streho, poškodoval notranjost in le pred nekaj tedni obnovljeno fasado. Družina Brus tako potrebuje tudi vašo pomoč.
Štiričlanska družina je tako v teh mrzlih zimskih dneh ostala brez strehe nad glavo. Požar je uničil zgornje nadstropje objekta. Ni pa šlo za enostaven požar. Po besedah gasilcev je bilo gašenje požara precej oteženo. Razširil se je iz gospodarskega objekta, ki se tesno drži hiše. Ki ima pločevino na streho in urejeno mansardo, zatem je bilo gašenje še bolj oteženo. Tako da smo v bistvu morali tudi z žagami razrezati stvari, da smo lahko prišli do samega jedra požara. Tako da v bistvu res ostrešje hiše je poškodovano, tako da domači ne bomo mogli živeti določen čas v hiši. Mi smo takoj organizirali tudi korak dalje, to se pravi, da smo organizirali prenočišče in vse ostalo v hotelu v Rušah. Družina Brus je tako ostala brez ogrevanja, zato je vsaka pomoč več kot dobrodošla. Pelete za peč, za kurjavo, da bi se lahko dalje kurilo. Pa kazujem kakšna elektroinštalacija pa to, da se naredi pa razvlaževalce za stanovanje, kakšne enofazne. Nekaj takega, v tej podobi. Družina bo potrebovala tudi obutev in oblačila, predvsem pa fizično pomoč pri obnovi pogorišča. Za pomoč štiričlanski družini Brus je humanitarna organizacija Rdečega križa območnega združenja Maribor odprla poseben podračun, na katerem se bodo zbirala sredstva v obliki donacij za obnovo hiše in nabavo potrebne opreme, pa tudi pripomočkov, ki so bili uničeni v požaru. Vse podatke lahko pridobite na Facebook strani občine Ruše ali na spletni strani Rdečega križa. Kudovci so v sodelovanju s Šomom pripravili dobrodelni koncert, ki je hkrati tudi tradicionalni koncert sekcij društva. Pod geslom Kud študent za študente so izkupiček od prodanih vstopnic v celoti namenili socialno ogroženim študentom. Kulturno-umetniško društvo Študenti in študentska organizacija Univerze v Mariboru že nekaj let pripravljata skupni koncert, ki so ga tudi letos obarvali dobrodelno. Lansko leto smo priredili dobrodelni Gregorjev koncert v mesecu marcu, prav tako v sodelovanju študentske organizacije Univerze v Mariboru. Letos pa to peljemo sedaj v decembru, ko pa je ta prazničen oziroma predprazničen čas v bistvu še bolj primeren za to, da z dobrodelno noto osrečimo, pomagamo nekomu. Izkupiček od prodaje vstopnic so namenili socialno ogroženim študentom. V celem letu smo organizirali že peko palačink, dobrodelni srečalov, imeli smo dobrodelni teden družabnih iger. Skratka, trudili smo se, da smo celo leto organizirali manjše dogodke, zbirali neke prispevke. Danes pa pričakujemo tisti finalni dogodek, tako da upamo, da bomo zbrali čim več. Sredstva bodo porazdelili med tiste študente, ki si težko privoščijo bivanje v študentskih domovih in plačilo tekočih stroškov bivanja. V študentski organizaciji vidimo, s kakimi problemi se študentje soočajo, tudi z drugimi projekti, pri katerih se srečamo z študenti, vidimo, kakšne probleme imajo, tako da smo na nek način moramo v bistvu pomagati, ker čutimo to dolžnost. Tradicija teh koncertov je dolga že več kot 10 let. Zadnje leta pa so koncertu dodali še dobrodelno noto. Da lahko vsaj v tem času dobijo tisto, kar drugače ne morejo dobiti. Rabijo študentje tudi, ne? Se pa treba vedno pomagati, kakšni časi hudi so. Pomanjkanje enega, drugega, tretjega, ljudje ne morejo k zdravniku in tako naprej. In to je zelo pomembno, da se pridružujemo takih prioritet. Kudovci so v decembru sicer aktivni po različnih koncertih, prisotni pa so tudi v središču mesta, ko pripravijo vsakoletno koledovanje. Prihodnje leto bo za Kud študent sicer leto jubileja, ko bodo obeležili že 55. leto delovanja, ko bodo v jeseni pripravili še en večji koncert. Minuli konec tedna pa so Krampusi zavzeli Kungoto. Že drugo leto zapored so pripravili ta pohod, trg po Kungoti pa je pokal po šivih. Tudi v Zgornji Kungoti so pripravili pester program v decembru. Znova so pripeljali Krampuse, ki so zabavali starejše in mlajše. Zanimivi so, pa niso nevarni pa nič. To, da rakete spuščajo, pa hodijo, pa strašijo. Super, perfektno. Ja, ljudi pridejo malo ven, pa super je. Za mene je fajn, da se skupijo ljudi pa vse. Super, zato ker je to redko kdaj bilo, pred tega ni bilo. To je zdaj, lani je bilo menda prvič, tako da je super. Krampusi so že drugo leto zapored prišli v Kungoto in zavzeli ulice. Želeli smo pričarati malo tega čarobnega vzdušja,
Miklavža, Parkl in tako dalje in smo se odločili za Parkl Fest, kajti to je znani lik v sosednji Avstriji, zato so tudi skupine sosednje Avstrije, nekaj Slovencev in dejansko vidite, da se zelo dobro grejo, da ljudje tega želijo, da čarobnosti, teda prireditev je odlično uspela in seveda drugo leto štartamo na več. Trg v Zgornji Kungoti je bil skoraj da že premajhen za številčne obiskovalce, ki so se zbrali. Do konca čarobnega decembra pa so pripravili še pester program. Naslednji petek je bolj taki večer za tiste nostalgike, se pravi, tukaj bo nastopil znani ansambl Yesterday Band, predtem bo v Pravljični deželi se odigrala pravljica. Seveda soboto bo nas obiskala Natalija Verboten, ki bo pripeljala Božička oziroma Božiček bo prišel z njo. Pred njim bo nastopil Samir Koblar, rock and roll in tako dalje. Za njimi pa bo domači glasbeniki popestrili malo zadevo in zopet malo obdarovanja, malo druženja in to potrebujemo. Zaključek leta bo silvestrovanje na prostem s pričetkom ob 21. uri z domačim ansamblom Šank Kvintet. V Domu kulture v Rušah so vzgojiteljice vrtca Ruše pripravile lutkovno predstavo za najmlajše. Otroci so se zabavali ob gledanju predstave Babica marmelada. Ko se zmehča, se malo sladkorja doda, tako pravi babica, ki marmelade pozna. Otroci so z zanimanjem spremljali, katere marmelade je kuhala babica marmelada. Mama marmelada. Kakšno marmelado so kuhali? Iz lune? Ja. Kakšno še? Iz jagode. Še? Ja. Slive. Ti je bila všeč predstava? Kaj ti je bilo najbolj všeč? Medu. Kakšno marmelado so se skuhali? Slivenjo in hruškovo in jagodno in lunino. Kakšna pa je lunina marmelada? Veš ti, kakšna je lunina marmelada? Rumena. Katera živalica je z babico kuhala marmelado? Medved. Bi ti tudi z medvedom kuhal? Ja. Iz česa so pa vse kuhali marmelado? Z katerega sadja? Jagoda. Pa iz hruške. Kaj pa ti je bilo najbolj všeč? Iz hruške. Meni je bilo najbolj všeč, ko je babica marmelada kuhala marmelado. Vzgojiteljice so to predstavo pripravile že pred časom, tokrat pa so jo odigrale na odru Doma kulture v Rušah. V bistvu največ predstav igramo za svoje otroke, torej ruške otroke iz vrtca Ruše. To predstavo smo vzele po eni ruski pravljici. Same potem nekako uglasbimo, oziroma uglasbil nam je en Miran Waldhuter, ki je naš stalni pomočnik. Besedilo pa to pa si potem same namislimo. Danes pa smo predvsem hoteli razveseliti otroke iz kraja v okviru Cezama. Želja in cilj ustvarjalcev lutkovne predstave ostajata enaka, da so otroci po ogledu predstavice veseli in nasmejani. Vse dobro med božično-novoletnimi prazniki je občankam in občanom zaželel župan občine Destrnik. Poglejmo. Drage občanke, dragi občani, želim vam blagoslovljene božične praznike. Ob državnem prazniku samostojnosti in enotnosti dovolj zadovoljstva in ob prihajajočem novem letu veliko sreče, zdravja in zadovoljstva ter uspeha na celotni poti, tako poslovni kot privatni. Srečno 2019. Na Slovenskem trgu v Selnici ob Dravi pa so pred občinsko stavbo prižgali praznične luči. Učenci tamkajšnje osnovne šole so zapeli božične pesmi, obiskal pa jih je tudi Božiček.
Otroci so najprej zapeli in zaplesali, prižgale so se luči, iz vogala pa se je pripeljal Božiček s svojimi pomočniki. Veliko otrok je in pravi čas je treba iti med njih, da lahko vse obdariš, zato nekoliko prej v selnico. Je bilo veliko pridnih otrok? Ja, moram reči, da so bili zelo, zelo pridni, zato jih čaka na božični večer seveda lepo presenečenje v obliki daril. To Božiček pač prinese za celoletno pridnost, odgovornost in zvestobo. Tako se je praznično vzdušje začelo tudi v selnici ob Dravi. Tega so se še posebej razveselili otroci. Danes so se prižgale te lučke, pa Božiček je prišel. Kakšen čas je to nastanek? Božični čas. Kakšen pa je? Prekrasen. Zakaj je prekrasen? Ker prižgemo vsako leto na novoletno jelko, damo vedno lučke. Pa zakaj še? Ja, za naš običaj, da bomo naš običaj postavili skozi celo leto. In kaj pomeni ta običaj praznovanja decembrskega? Da nekaj praznujemo, da se veselimo zraven in kaj zapevamo. Zjutraj, ko se zbudimo, kaže, odprem pri adventnem koledarju vedno vsako eno številko. Vesel in božičen. Kaj pa božičen in vesel? Zato, ker dobimo darila, pa smo vsi veseli. Takšni so prazniki in mesec december za najmlajše. Pestro dogajanje v okviru veselega decembra, pa tudi v selnici ob Dravi, obeta vse do konca leta, ko se bodo tudi s silvestrovanjem na trgu pred občinom poslovili od leta 2018 in pozdravili novo leto 2019. Prinese nam gospodice, z makom in lešniki. Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše pa vsako leto pripravi medgeneracijski božični koncert, ki predstavlja zaključek vseh letnih aktivnosti in medsebojnega sodelovanja ter tkanje novih vezi za sodelovanje v prihodnje. Šola s svojimi projekti, nalogami, aktivnostmi prostovoljstva, humanitarnosti, solidarnosti skozi celotno leto sodeluje z različnimi organizacijami. Med njimi so VDC Polž, Center za socialno delo Ruše in razne osnovne šole. In v bistvu je danes nek zaključek vseh teh aktivnosti, ko se družimo medgeneracijsko, povabili smo tudi upokojence, tiste starejše prebivalce Ruš, vse tiste, ki nas poznajo, ki se radi poveselijo z nami. Ravnatelj gimnazije in srednje kemijske šole Ruše je prepričan, da je dolžnost šole tudi vzgajati in mladino pripraviti na življenje, ki mora bazirati predvsem na dobrih medsebojnih odnosih. Kar veliko šol počne podobne trenutke ali pa podobne dogodke ali pa dejavnosti, pa vendar, jaz mislim, da smo kar pridni v teh oblikah. Se mi zdi, da poleg tega, kar moramo početi zaradi samega programa izobraževalnega, se mi zdi, da je zelo pomembno tudi neko volja, interes, prostovoljstvo naših učiteljev, naših dijakov. Se pravi, če sam ponotraniš to potrebo po pomoči, po solidarnosti, po biti aktiven v neki skupnosti, dajati nekaj za to širšo skupnost v smislu solidarnosti, prostovoljstva ali česarkoli, se mi zdi, da je to zelo dobro. No, in vsakemu, ki je deležen tega, pomeni to nekaj. Jaz mislim, da je prav, da so naši dijaki tako aktivni, prav je, da so tudi tisti, ki se z našimi dijaki podružijo, poprijateljijo, so aktivni na teh dejavnostih in prav je, da je teh aktivnosti veliko. Vsakemu posamezniku, ki je sodelujoč, se mi zdi, da to da veliko za celotno življenje. Pomena medgeneracijskega božičnega koncerta se zavedajo tudi sodelujoči dijaki. Mislim, da smo mi malo drugačni vseeno, da se radi podružimo tudi, pa zdaj bomo itak šli še malo na kekse, to, da se pogovorimo, tako da ja. Torej, zakaj je pomembno, da se družimo in da nismo vsak sam v svoji sobi doma zaprt? Ja, povezovanje med generacijami, to je 100% bolj pomembno, kot pa pač, da se sam za vrstnike, zaradi tega, ker ti lahko povejo tudi svoje izkušnje. Medgeneracijski božični koncert pa je lahko tudi odskočna deska za vse nastopajoče. Ja, v bistvu te prireditve so dobre odskočne deske, bi rekel, da v bistvu na teh prireditvah se lahko pokažemo, kot se doma v svoji sobi se ne moreš, razen prek YouTube ali kakšno tako. No in dejansko se lahko pokaže svojim šolcem, svoji šoli, občanom. Ja, verjetno v šoli težko pokažete, da igrate klavir in kitaro. Ja, no, to je res, ja, v bistvu na takih preditvah pa lahko izraži sebe in svoje čustva, svoje talente, svoje znanje. Dijaki so se prav tako strinjali, da z vsemi obšolskimi dejavnostmi in prostovoljstvom širijo svoje obzorja ter se tako naučijo prisluhniti sočloveku, kar danes ni več samoumevno dejstvo.
Združenje Drog Art v Ljubljani že od leta 2010 ozavešča predvsem mlade o nezdružljivosti alkohola in vožnje. Letos pa so svojo dejavnost s pomočjo sofinanciranja Agencije za varnost prometa lansirali tudi v Mariboru. Lansiranje projekta v Mariboru so pospremili s posebno izkustveno dinamiko. Gre za sobo izzivov, kjer se morajo obiskovalci z uporabo tako imenovanih pijanih očal, ki simulirajo stanje pod vplivom alkohola, prebiti skozi različne izzive. V sobo izzivov vabimo ekipe različnih starosti, da se preizkusijo v 12 izzivih, ki so na prvi pogled popolnoma enostavni, ob uporabi tako imenovanih pijanih očal pa res predstavljajo prave izzive, ki jih sicer vozniki in voznice pod vplivom alkohola doživljajo v resnici, kadar se torej pijani odločijo za to, da bi sedli za volan. Veliko ljudi se namreč ne zaveda, da že majhna količina popitega alkohola občutno zmanjša našo percepcijo. Še vedno mislimo, da ljudje kozarček ali dva smatrajo kot popolnoma sprejemljivo količino popitega alkohola. Predvsem je dejstvo, da se takrat vpliv alkohola nekako ujame tudi z stanjem umskih procesov, ko mislimo, da lahko, da smo popolnoma sposobni. V resnici se pa nekatere senzorične in motorične sposobnosti začnejo dejansko že tako zmanjševati do te mere, da zaznavamo predmete bolj oddaljene, kot so v resnici. Že po manjših količinah popitega alkohola recimo je naša želja po tveganem obnašanju in potencialno agresivnostjo v prometu večja. Prav zaradi tega s sobo izzivov sovpada tudi projekt After Taxi, s katerim Združenje Drog Art spodbuja odgovorne odločitve v prometu. Naš namen oziroma namen tega projekta je pa predvsem ozaveščati o tem že sicer znanem dejstvu, da alkohol in vožnja ne gresta skupaj, se pravi ljudi spominjamo na to, da to drži, in spodbujati odločitve o varnem prevozu. To pa delamo na način, da jih res proaktivno spodbujamo, in sicer z brezplačnimi kuponi za taksi prevoz. Še vedno je delež alkoholiziranih povzročiteljev izrazito visok pri prometnih nesrečah s hujšimi posledicami, saj je letos pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom znašal kar 40%, pri prometnih nesrečah s hudimi telesnimi poškodbami pa 18,8%. Najpogosteje so bili povzročitelji pod vplivom alkohola pri prometnih nesrečah, ki so se zgodile zaradi nepravilne strani oziroma smeri vožnje in neprilagojene hitrosti. V prazničnih dneh se je tega leta spomnil tudi župan občine Hoče - Slivnica Marko Soršak ter občankam in občanom zaželel veselja in blagoslovljene božične praznike. Spoštovane občanke, spoštovani občani, želim vam, da preostanek leta preživite čim lepše v krogu svojih najbližjih, svoje družine in svojih prijateljev. Božič naj bo vesel, v naslednjem letu, leto 2019, pa vam želim vse dobro. Naj se vam izteče tako, kot ste si zastavili. Srečno! Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri, 18. decembra, v Domu kulture v Bistrici ob Dravi pripravljajo božični turnir v namiznem tenisu. Sreda, 19. decembra, pa si rezervirajte za kulinarično doživetje Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor na božični CA Food Fest Vrtiljak, ki bo svoje kolesje vrtel med 16. in 20,30 € na Cafovi ulici 7. V sredo ob 17. pa se bodo v Domu kulture Ruše pogovarjali o romanu 1000 rož slovenske pisateljice Eve Kovač. Toliko za enkrat, spremljate nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbReport.si. Imajte lep večer še naprej in nasvidenje.